Podjetje Energija na veter je danes na Treh kraljih pripravilo predstavitev projekta vetrnih elektrarn Slovenska Bistrica. Pred predstavitvijo je civilna iniciativa za Pohorje brez vetrnih elektrarn pripravila protestni shod. Ob cesti na Tri kralje, med drugim tudi na planini pod Šumikom, pa postavila posebne panoje. Zahteve civilne iniciative je za Studio Bistrica strnil Robi Lesjak, sicer tudi občinski svetnik iz Oplotnice. To se je vse skupaj začelo že dogajati pred leti, ne? In dokler ni civilna iniciativa nekako skupaj stopila, bi se ti postopki okrog nas, v bistvu z nami, peljali čisto na tiho, pridobili bi verjetno vsa soglasja, pridobili bi skratka vso dokumentacijo in Pohorci in Pohorke bi pa praktično, ko bi že začeli šli na pot stroji, bi jih videli in bi se spraševali, kam ti stroji gredo. Zdaj, ko se je pa civilna iniciativa prebudila, je pa vse drugače. Zdaj pa investitorji so prijazni do civilne iniciative, do prebivalstva, obljubljajo zastojno elektriko, sedaj bi pa oni vse dali. Veste, postopek in njihov dostop je bil že v začetku zelo napačen, ampak kljub vsemu, če bi oni to povedali, zeleno Pohorje, kjer mi živimo, pa kjer bodo živeli naši otroci, jaz mislim, da ni primeren za vetrne elektrarne. Slovenija ima dosti degradiranih območij in tam naj to naredijo, če je res tako potrebno. Projekt vetrnih elektrarn na Pohorju so na Treh kraljih predstavili strokovnjaki, ki so sodelovali pri oblikovanju študij in poročil. Uvodoma je nekaj več o pomenu vetrnih elektrarn povedala Jana Habjan, predstavnica podjetja Energija na veter. V okviru energetskih skupnosti, ki bodo oblikovane, zato imamo že partnerje, se bo zagotavljala cenejša električna energija za krajane, na drugi strani smo že jasno povedali, da se bo ponudila brezplačna električna energija za tiste krajane, ki so najbližje vetrnim elektrarnam. Na drugi strani se nam zdi zelo pomembno, da se zagotavlja za 110.000 gospodinjstev na Štajerskem zelene električne energije, proizvodne vire rabimo in tudi to je eden od virov, ki ga lahko skupaj zagotovimo. Ja, in nezanemarljivo je tudi to, da se za razvojem vseh te infrastrukture in vseh povezovalnih poti, ki se bojo izvajale med vetrnimi elektrarnami, prispeva k tvorjenju novih oblik zelenega turizma na Pohorju, kot ga poznajo tako v Avstriji, Švici, Nemčiji, ZDA, Kanadi, kot smo prej videli iz samih slik. Gotovo je določen pomen vredno nameniti temu, da tudi občina na podlagi veljavne uredbe vsako leto prejme v občinski proračun 1,7 milijona evra pod predpostavko, da deluje vseh 56 vetrnih elektrarn, pod predpostavko izračuna, da je cena električne energije 180 evrov na megavatno uro. To so vse predpostavke, ki smo jih pri tej vrednosti upoštevali in smo jih tudi v vseh gradivih navedli. Tako da to je, kar se tega dela tiče. Na drugi strani pa za vse, ne zgolj za krajane, ne zgolj za občane, ampak za tudi nas, ki prihajamo na Pohorje, zelo radi in zelo z veseljem in spoštujemo vsak del Pohorja, je izboljšanje cestne infrastrukture, izboljšanje električnega omrežja. Verjamem, da se je že marsikdo na Pohorju tudi kdaj izgubil ravno zaradi tega, ker signala ni oziroma je ta šibek. Tudi za gradnjo kablovoda se lahko zraven gradi optični kabel, ki dodatno omogoča nekaj, kar vsi skupaj potrebujemo. Dodatno pa se dostopne poti lahko namenjajo za lažje spravilo lesa, za sprehode, kolesarjenje, kar prispeva k turizmu in tako naprej. To je strnjeno. Ja, gotovo pa je tudi okoljski vpliv, ki je izredno pomemben in ki prispeva k strateškim ciljem, katerih smo se zavezali tako na ravni države, kot širš. Vsi živimo samo na enem planetu in CO2 je eden od tistih delov, na katerega nismo najbolj ponosni in s katerim se bomo srečevali še očitno desetletja in stoletja.
Na drugi strani, kar se reciklaže tiče, že v tem trenutku je možno od 85 do 90% vseh delov vetrne elektrarne reciklirati. Verjamem, da v celotni življenjski dobi, se pravi, to je med 30 in 35 let, ko bojo vetrne elektrarne prenehale delovati in jih bo moč nadomestiti morda z novimi, do takrat razgradljivi vsi sestavni deli vetrnih elektrarn. In na drugi strani tudi ta večja učinkovitost, kot smo jo primerjali z ostalimi viri proizvodne z obnovljivih virov. Zdaj, kar se NEPN-a tiče, NEPN je majčkeno manj optimističen oziroma majčkeno bolj rezerviran, kar se tiče napovedi za višino inštalirane moči iz vetrnih elektrarn do 2030, ampak vseeno slednji omenja, da moramo glede na to, kakšne zaveze smo si postavili in cilje do 2030 inštalirati 150 MW vetrnih elektrarn v Sloveniji. Že 2000 so se izdelovalci NEPN-a očitno zavedali, da nas čakajo izzivi tudi z področja umeščanja vetrnih elektrarn v prostor in glede na to, da se spet vsi zavedamo, da je Natura v Sloveniji zelo široko zastavljena, da če želimo doseči vse cilje, ki smo se jih zastavili, bo po vsej verjetnosti potrebno poseči tudi v dele, kjer so ovrednoteni za Naturo 2000, seveda pod predpostavko, da se upošteva vse kriterije in vse varovalne elemente, ki jih ta prostor zahteva in si ga zasluži. Zdaj, če zaključim s tem, glede na 40-letno prakso vetrnih elektrarn, ki jo beležimo v tujini in svetu, verjamemo, da se tukaj ne uvaja nikakršna nova tehnologija, ampak iskreno zelo stara tehnologija, ki pa se vsakoletno posodablja in je vsako leto boljša, bolj izkoriščena, tišja in ima večjo proizvodno moč. Tako da glede na to, da v tujini beležimo veliko rast in to v razvitih državah in to na primerljivih območjih, kot je Pohorje, verjamem, da lahko razmišljamo tudi v tej smeri, da je Pohorje lahko deležno tudi potencijala, ki so ga znali izkoristiti v tujini iz naslova kombinacije in sožitja vetrnih elektrarn z okoljem. Na predstavitev projekta je bil vabljen tudi župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, ki pa se predstavitve ni udeležil. Kot je zapisal, menijo, da bi moral investitor opraviti javno predstavitev omenjenega projekta, na katerega bi povabili širšo javnost. Predvsem pa prebivalce tistih območij, ki jih postavitev vetrnih elektrarn neposredno zadeva. Ob tem je posredoval še sklepe, ki jih je sprejel občinski svet občine Slovenska Bistrica na svoji 6. redni seji.